Pozdravljeni, jaz sem Borut Lisjak. Poskusil bom pojasniti, kako deluje meditacija dihanja, ki jo vodim in učim in izvajam. Poskusil bom povedati, zakaj verjamem, da je meditacija mogoče glavno sredstvo, kako lahko izboljšamo ne samo svoje življenje, kvaliteto življenja, zdravje, ampak mogoče odnose, človeške odnose, odnose z drugimi bitji, z naravo. Pripeljemo tako rekoč mir na svet na način, ko ne bo več ogrožen, ko bo stabilen in bo imel korenine globoko v nas, v naših srcih, v naših dušah, v naših telesih in v povezavi z vsem, kar je. Težko je govoriti o tem, ne da bi kazal s prstom, in glavni krivec za naše probleme je težko določljiv, ker pravzaprav ne gre za krivca na običajni ravni našega razumevanja. Krivi smo mi sami, krivi smo s tem, kaj verjamemo, v kaj verjamemo, kako se počutimo, ko verjamemo, ampak v resnici nismo zares mi krivi. Krivi nismo zaradi tega, ker počnemo stvari na način avtomatskega pilota, ker ponavljamo vzorce, kot so nas jih naučili v otroštvu, ker delujemo iz zmanjšane zavesti, ker smo se skrili v lupino, v strahu, da ne bi spet trpeli tako, kot smo že v preteklosti. In glavni faktor te meditacije, o kateri govorim, je prebujenje našega zavedanja. Po mojem je to spet tista bistvena stvar, ki jo je težko razumeti in razložiti, ampak zelo enostavno izkusiti. Bom rekel, da je nekaj najlažjega na svetu izkusiti, ker je seveda vse nekako povezano v tak začaran krog, ampak lahko je v smislu, da če se zares lotiš in si pripravljen vsaj nekoliko dela narediti, se vsaj malo zavezati, vsaj toliko verjeti in si zaupati, da ne odnehaš takoj na začetku, potem imaš zelo veliko možnosti, da izkusiš to prebujeno zavest. In način, kako jaz govorim o tem, nima veliko zveze s tem, kar poznamo v klasični duhovnosti mogoče, ampak gre za večkratne ponovitve, vsakodnevne ponovitve prebujenja zavesti. V tem trenutku, ko se zaveš, ko začutiš zavedanje kot prisotnost, ali pa rajši rečemo kot odsotnost tega ponavljajočega se ritma v naših glavah, kot začutiš jo kot mir, prav zavest začutiš kot nek mir, neko praznino, neko tišino in veš, da je nerazložljiva in se ne ukvarjaš več z njo, z zavestjo in s prebujanjem zavesti. Sama meditacija ni ukvarjanje z meditiranjem, ni ukvarjanje s tehniko. Sama meditacija, in če grem zdaj v malo več podrobnosti, dihamo tako, da ležimo na hrbtu, zapremo oči, se sprostimo, kolikor se lahko. Odvisno, kje začnemo, včasih imamo težek dan in se težko sprostimo, včasih smo že tam, pa se vseeno ležemo, ker še vedno lahko
odpremo in poglobimo in prebudimo zavest še malo bolj, vedno. In ko se uležemo in začnemo dihati, ponavljamo dih skozi usta. In to je vse, kar počnemo kakšnih 20 minut, ponavadi včasih manj, lahko krajšo meditacijo izvedemo, včasih več. Največkrat nas vodi posnetek, glas na posnetku in zraven je malo glasbe. Če meditiramo v živo, z vodenjem v živo nas vodi glas tega, ki vodi. In kadar jaz vodim, poskušam čim manj sam razmišljati oziroma slediti svoje vzorce in prepričanja in potrebe po tem, da bi pomagal in kako bi pomagal. Ampak se umirjam, tudi sam meditiram zraven in zaupam duši, zaupam duhu, da bo tebi pomagal pri tvoji meditaciji in ti pomagal preiti v stanja, kjer boš prebudil svojo zavest. In kaj to zdaj še bolj konkretno zame pomeni prebuditi zavest? Večkrat sem to izkusil že v mladosti, ampak najlažje povem na primeru sanj. Verjetno si že izkusil to, da ko se ti sanja ponoči, ko spiš in se ti sanja, se ti včasih zdi, da se ti ne sanja. Se ti zdi, da se zavedaš tega, da sanjaš. Sploh če gre za nočno moro, se skušaš prebuditi, poskušaš se spomniti, da samo spiš in da se lahko prebudiš. Včasih ti ne gre, se ne moreš prebuditi. Veliko teh raznih stanj obstaja in se jih da izkusiti, zelo, zelo veliko. Ampak glavna tista razlika, ki jo skušam poudariti, je ta, da v sanjah se ti lahko sanja, da si se prebudil, pa se nisi. Kadar pa se zares zaveš, da se ti sanja, si buden, še preden se prebudiš. In enako je v budnosti, se pravi, ne ko fizično spiš, ampak ko si ta trenutek zdajle, recimo, ko to poslušaš, ali pa ko si v službi, ali pa ko imaš težek dan, pa ko imaš lep, prijeten dan, včasih se je še težje prebuditi takrat, gre za to isto razliko. Lahko, da samo v glavi verjameš in misliš in razmišljaš o tem, da si tukaj, prisoten, prebujen. In mogoče delno si, ker tukaj ne gre za črno-belo reč. Ampak tista prava prebuditev, o kateri govorim, tisto lahko izkusiš med meditacijo dihanja zelo dobro. Tam namreč izkusiš raznorazne odpore, raznorazne težave pri dihanju, lahko so zelo preproste, kot da se ti kolca ali pa zeha nenehno, ves čas moraš požirati slino ali pa imaš preveč suha usta, začneš kašljati, pa te začne kaj srbeti ali pa motiti preprosto. Recimo v nogah, mene pogosto zelo moti nekaj v nogah, ne vem kaj, postanem nervozen in moram premikati noge, nisem miren. In potem, ko o tem začnem razmišljati, so glavna čustva seveda frustracija in da ne znam, da ne zmorem, da mi ne bo uspelo dobro meditirati, da bom izgubil ta čas in tako naprej in tako nazaj. In bolj, ko se trudim in ukvarjam s tem v svoji glavi, da bi to spremenil, da bi popravil nekaj, da bi izboljšal situacijo, bolj se oddaljujem od tega, da bi se dejansko prebudil in se zavedal, da ni treba ničesar narediti, da je bistvo meditacije to, da se samo spustiš v tok, karkoli že to je, karkoli skušaš, čutiš, čustvuješ
In zato, da se tega zaveš, se moraš prebuditi v to zavedanje. Res je to zanimiva izkušnja iz hude muke, frustracije, kar naenkrat zaveš, se to jaz počnem, vso to problematiko, ustvarjam jo in v resnici spet to zdaj prevajam v misli oziroma v jezik, ampak takrat, ko to izkusiš, se samo zaveš in takoj nasmehneš in v hipu, res naslednji hip v telesu začutiš sprostitev in vsi tisti odpori izginejo, kot da jih nikoli ne bi bilo. Čeprav si se prej 10 minut trudil, da bi jih premagal. No, ta trenutek prebujenja je zame ključna stvar, ker nam pomaga naučiti se oziroma izuriti se delovati kot ljudje, kot človeška bitja, delovati uravnoteženo, ne samo v glavi oziroma v tej ujetosti v glavi, ker z glavo samo in možgani in umom ni nič narobe, tako kot z egom ni nič narobe, tako kot z nobeno stvarjo, ki jo lahko naštejemo, samo po sebi ni nič narobe. Ko naš sedež postane srce in se zavedamo svoje živosti, svojega življenja, svoje duše, ne bom govoril o večnosti in o božanskosti, ker tudi to je lahko hitro zlorabljeno v naši glavi, v naših vzorcih. Ampak ta občutek prave pristnosti in prisotnosti, ko sprejemaš odločitve na drugem nivoju, ko si hkrati malo naključen ali pa celo malo majčken svobodno nor, ampak še vedno zelo trezen in popolnoma prizemljen, kolikor si lahko prizemljen, in tvoje odločitve so lahko zelo ustvarjalne, nove in ti lahko pripeljejo nekaj novega v življenje, te lahko pozdravijo, te lahko spremenijo način, kako se odzivaš na stvari, postaneš drugačen v svojih odnosih in predvsem v odnosu do sebe. Vse te možnosti se odprejo najbolj takrat, ko se redno, po možnosti vsakodnevno uriš v prebujanju tega zavedanja. Nikoli ni črno-belo, vsaj v moji izkušnji ne, in potem, kar mi govori intuicija. Če pa se komu od vam zgodi, da bo črno-belo, pa nič hudega, naj bo, karkoli že to pomeni. Se pravi, namen tega, kar govorim, je bil in je poskusil bi rad navdušiti koga od vas, od tebe, ki to zdaj gledaš, da začutiš eno neverjetno možnost, da se lahko življenje spremeni. Da lahko nekaj zunaj nas, kar je narava in duh, lahko rečeš temu Bog, vesolje, nekaj zunaj nas končno pride zraven in znamo mi s tem sodelovati, z vsem tem sodelovati pri sprejemanju svojih odločitev. Ker na koncu so naše odločitve tiste, ki vplivajo na to, kaj je v svetu. Ta manifestacija, o kateri govorimo, se po mojem začne pri tej prebujeni zavesti in pri možnosti, da so lahko naše odločitve in naše manifestacije usklajene s celoto. Kolikor jo lahko dosežemo, jo čutimo, se povezujemo z njo. Tako, zdaj kako zares to vse skupaj deluje, je pa treba izkusiti v praksi, zato te vabim, da poskusiš na kakršenkoli način. Če boš prišel k meni, si preberi več na moji spletni strani ali pa me kontaktiraj po mailu. Moja spletna stran je celjenje.si ali borutlesjak.si ali dihanje.si, kar ti je lažje odtipkati.
In tam je moj kontakt. In za začetek, če se boš prijavil na obveščanje, boš dobil kar nekaj brezplačnega gradiva za delo, od knjig do meditacij, posnetkov. In dobrodošel. Življenje je možno spremeniti, sebe je možno spremeniti. Verjetno pa se je treba začeti prebujati, preden lahko karkoli spremenimo. Adijo.